Cestni promet je lahko velik izziv in dajmo roko na srce, v Sloveniji je velik izziv zaradi ne najbolj optimalno urejenih cest in povezav in del na cesti in vsega ostalega. Zato bomo danes govorili o feng shuju za varno vožnjo, ki pride vsem res prav, zelo prav. Mečkano boš povedala, kakšen tip, kako odreagira na cesti, pa tudi kaj je zdravilo oziroma pomagalo, da bomo bolj stabilni, varni in z zaščitenim hrbtom in nasploh bolj zaščiteni dejansko v avto. Ampak za začetek, kako različni tipi delujejo na cesti? Ja, tako kot povsod imamo tudi tukaj notranji feng shui, ki je, pa feng shui, ki je povezan predvsem z našim metabolnim ali pa tipom osebnosti, tako da to se močno odraža pri vožnji. Recimo najbolj opazimo predvsem jetrne tipe, ki so tisti ta najbolj živčni, ta najbolj se jim mudi, ta najbolj se jezijo in so zelo nestrpni in tudi dajo nogo na gas, oni hitro, gremo. Tako da po drugi strani imamo ledvične tipe, ki so zelo previdni, prestrašeni, imajo kar nalepljeno glavo na sprednjo šipo pa na volan in gledajo, kje bo kaj skočilo na cesto. Pol imamo vranične tipe, ki so lahko malo bolj počasni, lahko nepozorni predvsem. Nepozorni. Vranični tipi so še na telefonu zraven. Ja, tudi polna glava skrbi, In recimo srčni so pa tisti, ki rabijo ali družbo, ali govor, ali jejo med vožnjo, torej skozi neki, ker se pogovarjajo, srčni morajo govoriti in biti in tudi se pogovarjajo največ po telefonih in tudi pri srčnih zaradi tega nepozornost, recimo, ali pa srčni so tudi lahko nepotrpežljivi. In potem še imamo pljučne, ki mogoče malo manjka poguma, delujejo tudi tako, da kar pozabijo dihati ali pa niso v stiku. Tako da ja, lahko sebe opazujemo, kam spadamo in kaj rabimo okrepiti, da bomo to uravnovesili. Meni se zdi, da sem vsak dan en tip, a veš. Lahko se pa seveda dnevno tudi malo spreminjajo, glede na počutje in energije, ki prihajajo. Kakšen trik ti osebno uporabljaš, recimo, če greš na daljše vožnje ali pa če si utrujen ali pa karkoli? Še vedno sva pri notranjem feng shuju, bomo potem zaupali tudi kaj zunaj urediti oziroma dodati v avto. Vsekakor probam iti v avto, ko nisem utrujena, ampak včasih se to zgodi na daljših vožnjah. Tako da tam je najboljši nasvet, da ustavimo pa si malo spočijemo. Drugače pa seveda zelo pomembno, kakšen je zrak v avtu. Jaz si pomagam recimo z ionizatorjem, imam tak mini ionizator in ionizator pomaga pač prečiščevati zrak, da smo bolj skoncentrirani, manj utrujeni, tudi odprem okno, če lahko, ampak ko smo na avtocestah in gužvi, odpremo okno, še dobimo vse tiste hlape, ni najbolj optimalno, torej ionizator je zelo dober pripomoček. Ali pa recimo difuzor, se pravi eterična olja. Tako, prav za avtomobil morajo biti prav posebna, da ne pleše po avtomobilu, ampak da je na mestu. In dodajamo primerna eterična olja. Sivka nas bo pomirila, takrat, ko smo jetrni tip. Meta nas bo osvežila, nam dala jasnosti, koncentracije, pozornosti, tako da lahko izbiramo tudi eterična olja. Jaz tudi z nogavičke naredim noter dam sodo bikarbono, pa potem še malo različnih eteričnih olj, tudi zaradi preprečevanja vonja, ker ko imaš otroke v avtu, to je skozi, pa še živali, je skozi nekaj in je tudi super za prekrivanje vonja, kar se tega tiče. Pa potegne nase soda bikarbona, razkuži. Kaj pa urejenost v avtomobilu, ker jaz recimo opažam, da imam največji izziv s tem. Skozi imam preveč, ali pa imam prevelik avto, pa imam zaradi tega preveč stvari noter. Jaz tudi vse živo tovorim, in sem tak bolj pustolovski tip, ki si moram vse sabo vzeti, slučajno da, če kje kam še skočim, in ker sem tako spontana na poti, ampak ja, fajn je, da je urejeno pretočno, da ni preveč stvari, da ni smeti noter, od tega, ko smo jedli, pa vse nasmeteno. Fajn je, da so čista stekla,
da jasno vidimo na vse smeri, čista ogledala in tudi tako, pač ena pretočnost znotraj avtomobila je zelo pomembna. So še kakšni drugi simboli, ker recimo tale želva se zelo poudarja, ne? Ja, želva je simbol stabilnosti in zaščite, ščiti nam hrbet. Ne? Zato jo tudi postavimo na mesto, kjer je od zadaj nekje nam bo ščitila hrbet, ker nevarnost lahko prihaja v bistvu iz vseh smeri, ampak še posebej se počutimo varno, ko imamo zaščiten hrbet. Ker nazaj ne vidimo, vidimo naprej in kar vidimo, pač imamo bolj pod nadzorom. Tako da želvica je še posebej pomembna v letu 2026, ker je leto ognjenega konja in ker želva predstavlja sever, kar je podgana, ne, imamo trčenje. Tako da leto 2026 bi mogli imeti kar vsi, še posebej pa tisti, ki so podgane, eno želvico takole nastavljeno. Se pravi, damo jo za sedež na tla. Ja, lahko je na tleh, lahko je tudi tako, da je dejansko v zadnjem, v temu predalu zadnjemu, oziroma ne predalu, temu žepku. Lahko je v žepku in lahko je tudi tako nastavljena, da je res oklep kaže proti nazaj. Mi se premikamo med vožnjo in seveda ni vedno sever od zadaj, ampak načeloma hrbet predstavlja želvo in zato jo damo nekam, kjer nam ščiti dejansko hrbet. Odlično. Kaj je še pomembno, recimo, kaj še lahko naredimo? Zdaj, od simbolov imamo še kaj drugega, ne? Tudi recimo potkev, ki je obrnjena navzgor, da zbira srečo, pa slonček, kamarilček navzgor obrnjen. Tako da imamo hamsa, rokica, nekateri. To je odvisno od vsakega posameznika, kar začuti, s čimer je povezan. Ampak recimo tisti, ki imajo pa ljudje en kup enih stvari gor na ogledalo, veš, na sredini, pa pol pleše sem, pa tja, ti se mi pa ne zdi, da je glih. Vse, kar moti, ni okej. Avtomobil rabi biti res. Mi ne smemo imeti nekaj, kar pleše, kar bo se. Vedno rabimo imeti v mislih to, da če zaviramo, lahko nekaj pade tudi v nas, v našo glavo. Ne? In to z mnogo večjo silo, kar pomeni, da en majhen predmet je lahko, kot da bi nam na glavo padlo, ne vem, nekaj ogromnega. Ne? Tako da naj bo vse tako, da je stabilno, ne pleše, ampak je varno. Torej, najbolj pomembna je varnost in naš fokus, naša urejenost in zavedanje. Cesta, vožnja najbolj pokaže, kakšni smo v življenju. Ne? Kakšen si voznik, takšen si v življenju. In zato je to tudi, vožnja je čas in priložnost za samokultivacijo in vzgajanje lastne energije in odnosov. Hvala lepa. Evo, še več informacij, pa tudi povzetek tega najdete na www.klepet.si.